tradicijo in kulturnim programom obeležimo Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov in 80-letnico postavitve spominske kapele Matere Božje, v kateri so opisane žrtve rovtarske župnije iz prve, iz druge ter osamosvojitvene vojne. Ko je druga svetovna vojna začela jemati svoj krvni davek, so rovtarji začeli razmišljati, da bi padli postavili spomenik, ki bi jih ohranil v narodovem spominu. Takrat so se zavedali, da niti padli rovtarski krajani v prvi svetovni vojni nimajo spomenika. Zato so zastavili enoten spomenik, ki bi bil spomenik za vse žrtve obeh vojn. Spomenik je bil zamišljen kot Marijina kapela, posvečena Mariji in kraljici Slovencev. Vanjo so rovtarji dali napisati vse svoje do takrat padle rojake v prvi in drugi svetovni vojni, ne glede na kateri strani so padli. Po drugi svetovni vojni je kapela z odločbo Okrajnega ljudskega odbora bila predvidena za rušenje, vendar se na srečo to ni zgodilo. Stavbenik Zupanc, ki je kapelo postavil, je z izgovorom, da nima delavcev, obranil kapelo pred rušenjem. Seznam padlih je bil dopolnjen leta 1993, ko so dodali še manjkajoče iz druge svetovne vojne ter eno žrtev vojne za Slovenijo. Za rovte je kapela neprecenljiv spomenik. Spomenik padlim rovtarjem v vseh treh vojnah. Sama kapela pa predstavlja tudi pomemben del naše zgodovine, ki ga želimo zaščititi in ohraniti za bodoče rodove. Naša želja je, da se kapela vpiše v register kulturne dediščine in smo že začeli aktivnosti v zvezi s tem. Spominjamo pa se tudi še enega dogodka izpred skorajda natanko 80 let, ki je pomembno zaznamoval rovte. V nedeljo 27. avgusta 1944 se je v Rovtah odvilo protikomunistično zborovanje. Časnik Slovenec je v tem dogodku objavil podrobno poročilo, med drugim lahko beremo. Rovte so med prvimi kraji, ki so se dvignili, da branijo svoje imetje, svoje življenje in še veliko več kot to, svojo katoliško vero in slovenstvo pred komunizmom. Zato je bilo včerajšnje zborovanje resničen praznik za Rovte in okolico. Ljudje so se na zborovanje lepo pripravili, okrasili so hiše, postavili znamenje in izobesili zastave. Konec navedka. Zborovanja, ki sta se ga udeležila tudi Vuk Rupnik in takratni prezident Leon Rupnik, se je zaključilo s prisego zvestobe Bogu in rodu in s petjem slovenske himne Naprej za stare slave. To je naša zgodovina. To so naše korenine, na katere smo ponosni. Naši padli, pobiti in izgnani niso bili izdajalci. Bili so kristjani in ponosni Slovenci, ki so svoja življenja darovali na oltarju domovine. Zato se jih spoštovanjem spominjamo. Sedaj pa zopet vabim naše fante, kvartet As, da nam obogatijo našo spominsko slovesnost še z enim pismom. Thank you.
osrednjega govornika, profesorja dr. Boštjana Marka Turka. Sicer, da se vse skupaj začelo v Edenskem vrtu. Ko ste rekli, to je neka nenavadna primerjava, če upa. Ampak koliko je ta primerjava nenavadna, je pa izredno bistvena, izredno pomembna in odgovarja v enem samem hipu na vse to strahotno zlo, ki nas je doletelo v 20. stoletju. Kot je rekel profesor Andrej Capuder, najbolj krvavem in implementarnem stoletju vseh časov. Namreč Adam in Eva, naša prastarša, ste poslušala glas tega duha, ki je rekel: in bosta kakor Bog. Storita to in bosta kakor Bog. Ta glas ni zamrl v Edenskem vrtu, ampak se je širil skozi vso zgodovino, širil sveta, kjer je človek posegel v ustaljeni red, ki določa, ker vsaka oblast, pravi apostol Pavel, od Boga, da je avtoriteta, bi rekel, kraljev, politikov, ljudi, ki imajo odgovornost za najvišje funkcije v državi, ni dana kar tako, ni kar sama tako, ampak je povezana s sklopom tega, kar imenujemo morala in etika, kar imenujemo večni zakon, kar je povezano v zadnji instanci z Bogom. Prvič se je to v času francoske revolucije zgodilo, da je človek posegel v ta red. Kralji, ki so zdaj predstavljali oblast, so bili, ko so bili postavljeni za kralje, so bili maziljeni, tako kot kralji stare zaveze. To je potem pomenilo, da je moč najvišjega, ki je moč zakona, ki je moč etike, ki je moč morale, nad njimi. Kralj ni bil sam kriv, da se je v zidki rodil kot kralj. Rodil se je tako z dvemi telesi. Eno telo je telo smrtno, tako telo, kot mi tukaj vsi nosimo. Drugo telo je pa telo zakona, telo Božjega kraljestva, kajti vsak zakon, če je zakon, je od Boga. In so francoski revolucionarji, bi rekel, zrušili ta red, s tem, da so odrezali glavo kralju, so odrezali glavo, tako kot smo slišali na današnjem evangeliju, tudi vsem družinskim očetom in predvsem pa tisti avtoriteti zakona, ki je stala na družbi. To ni bil sam eden. 23. avgusta leta 1939 se je to zgodilo v, bi rekel, neki razsežnosti, ki je do
zdaj, ki v evropski zgodovini oziroma v svetovni zgodovini absolutno ni bilo primere. Se pravi, da sta se Hitler in Stalin povezala in da je ta povezava potem pomenila začetek druge svetovne vojne. Ta povezava je seveda pustila v naše kraje in razumljivo, da je, zato ker so tedaj ljudje, ki so se popolnoma oddalili od zakona in od Boga in bili prepričani, da lahko počnejo karkoli želijo in karkoli hočejo, zvedeli, da to moč imajo. To se je potem presilo v revoluciji. In ta nesrečna, bi rekel, slovenska zemlja je še posebej znana po tem, da ni upravila leta 90, niti kasneje, vrnitve nazaj na to izhodišče. Na to izhodišče, ker je zakon pojmovan kot nekaj, kar je sveto. Ker so politiki skrbijo za to, da je v državi etika in morala. Mi smo to preskočili in tako so tisti, ki so imeli škarje in glavo od tako imenovane osvobodilne fronte v rokah, spet dobili krojaške pravice nad slovenskim narodom. Žal se je to zgodilo ob tem, da je bil slovenski narod zaveden in da je dajal ljudem stalni mandat za to, kar počnejo. In danes smo nekje na koncu tega evolucijskega procesa, ko imamo stranko, ki se neposredno sklicuje na izvršilo osvobodilne fronte, tako, to je Levica v vladi, in ta ima tam tudi največjo moč. In doživljamo restauracijo komunistične ideologije v vsem njenem ontološkem sjaju, kot se reče. V tem, da nas ti ljudje nadvlečejo nazaj stran iz civilizacije, kajti zahodna civilizacija je utemeljena na zakonu, utemeljena na Božjem kraljestvu, utemeljena na razodetju. In še huje, kar je, da je ta proces demontiranja zakona, demontiranja vsake avtoritete zajel evropske institucije. V Evropi se lahko govori o čemarkoli. V Bruslu lahko beseda teče o čemarkoli, ampak samo v krščanstvu ne. In z tega stališča vidimo, da smo tudi v evropskem smislu na koncu nekega procesa, ki se ne more končati drugače, kot da se vrnemo k koreninu. In vrnitev k koreninam pomeni vrnitev k spoznanju, da je politika, da je družbena odgovornost, da je upravljanje z družbenimi rečmi stvar, ki absolutno presega posameznika in s tem upravlja, je stvar višje poklicanosti. Tomaž Akvinski je jasno povedal, da o Bogu ne moramo soditi, ker je onkraj vsega konceptov, onkraj vsega, kar se človek lahko zamisli, ampak kljub temu lahko pa tipamo, lahko pa vidimo, da se zazremo simbol križa. To je popolnoma dovolj. Iz tega stališča uporabljam, bi rekel to, da si se vaši predniki zbrali in organizirali v Rovtah proti komunističnemu nasilju in proti tej revoluciji, ki začenja v tistem prvem ne Bogu. Uporabljam kot nek zgled. Ljudje se moramo začeti organizirati. Enostavno, ker sovražnik je samo spremenil, obleko je drugo suknjo, staro je odložil, vzel je novo in se naličil, ampak vse ostalo je isto. Mehanizem je isti.
česa bojijo ti, ki v imenu, bi rekel, temnih sil upravljajo z našo usodo, je to, da se ljudje organizirajo, da se povezujemo, da govorimo eno z drugim, da delamo korake k organizaciji tega, da se družba vrne v prvotno ravnovesje. In v tem smislu ostajajo Rote nepozaben svet in želim vsem, da to razmislimo in da se, bi rekel, združimo, zato da bomo močnejši in zato, da bo prevladalo družbo tisto, kar mora prevladati, pravica, resnica, nenazadnje ljubezen do Slovenije, do naše domovine in nekaj najbolj čudovitega, kar imamo. Hvala. malega zaselka Golobeke na
Želnik. Opisuje kalvarijo družin in kmetij, ki so bile del tega zaselka. Tako da vas vabim, tisti, ki vas to zanima, in tako, da knjigo dobite tamle zunaj, na platoju pri Marjanu. Prav tako pa vas vabim, da lahko dobite enako pri Marjanu knjige današnjega osrednjega govornika, profesorja doktorja Boštjana Marka Turka, in vas seveda tudi za njegove knjige vabim k nakupu, ker so odlične. Potem v lopi pod zvonikom na oglasni deski lahko vidite nekaj fotografij iz časa iz leta 1944. Na eni so domobranci, ki korakajo, mislim, da skozi Vrhniko, če je podatek pravilen. Na drugi vidite fotografijo, ko je bila blagoslovljena kapela. Domobranci stojijo v vrsti vzdolž kapele in velika množica ljudi. Na tretji pa je Anžetova Mici, ki je ob protikomunističnem shodu leta 1944 v Rovtah pripela šopek na prsi generala Leona Rupnika in je zato plačala visoko ceno. Po koncu vojne je morala zapustiti naše kraje in je potem njena domovina postala Argentina, kjer je tudi njeno zadnje počivališče. Zahvalim se vsem, ki ste sodelovali pri današnji maši in spominski slovesnosti. Najprej monsinjorju Franciju Petriču za darovano mašo in pridigo, potem za današnjemu glavnemu govorniku, profesorju doktorju Boštjanu Marku Turku, za osrednji nagovor, kvartetu As, za vaše čudovito petje, da še kaj slišimo naše glasove. In vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da je naša spominska slovesnost tradicionalno že kar nekaj je po vrsti in da jo še ohranimo še za naprej. Ob koncu ste vsi povabljeni na plato pri Farožu, ki je zdaj že večkrat v Senčki, na majhen prigrizek, na kozarec pijače in da se še lahko večkrat zdržite kakšen pogovor. Na voljo so tudi podobice, ki smo jih dali tiskati, spominske podobice s kapelo Materi Božje. Si jih lahko vzamete, mislim, da so jih ministranti nekaj potavljali, kateri so tudi vlogi na voljo, pa še kje, tako da si vzemite tudi to. Hvala vsem, ki prihajate in skrbite, da spomin na naše mučence ne ugasne. Zaključimo tako, kakor je v naši tradiciji in navadi, s pesmijo Moja domovina.